Lep pozdrav vsem skupaj, spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, delavci občinske uprave, gospa Jadranka Novselc, direktorica javnega podjetja Komunalne Brežice, d.o.o., Franja Žokal, predsednica nadzornega odbora občine Brežice, predstavniki javnih medijev. Pričenjam 11. redno sejo občinskega sveta občine Brežice in vas vse prav lepo pozdravljam. Obveščam vas, da so svoj izostanek iz naše seje ni nihče se opravičil, je pa zamudno povedala Mila Levec ter Katja Čanžer, ter predčasni odhod iz seje Mila Levec. Sporočam vam tudi, da so danes na portalu za občinski svet posredovana še naslednje poročila in sicer poročilo župana o upravljenih nalogah po zadnji seji sveta. S tem tudi ugotavljam, da je na seji prisotnih 28 članic in članov občinskega sveta, kar meni, da je svet sklepčen. Treba se zaznati. Pa prosim, ja, da prijavite svojo prisotnost. Tako je, voditelja pravilna, to meni prisotna 28. Predtem gremo na prvo točko, vas vse obveščam, kot vidite, je župan na bolniški oskrbi. Sicer se počuti ok, bo pa odsoten približno 3-4 tedne, tako da se v tem času je sicer dosegljiv na kakšne nujne zadeve, hkrati pa seveda najprej zdravje, potem pa vse ostale zadeve, se pa počuti ok in se bo kmalu vrnil. Tako da prihajamo na prvo točko današnje seje in sicer potrditev zapisnika 10. redne seje občinskega sveta občine Brežice. Zdaj najprej sprašujem, ali ima kdo na zapisnik 10. redne seje občinskega sveta kakšno pripombo ali predlog za dopolnitev. Vkolikor ne, zaključujem razpravo. Želi kdo podati odločitev glasu? Vidim, da ne. Prosim za navzočnost. Nekaj pa je se nekaj nekaj. Vas ne zočeš. Da hitro tipkate. Ja. Evo, da zdaj prisotnost. Tako je, to pomeni je soglasno sprejeto z 28 glasovi in gremo na drugo točko dnevnega reda. In sicer glasovanje. Glasovanje. Zaključujem glasovanje. Tako da je bilo soglasno sprejeto 26 glasovi za. In gremo na drugo točko dnevnega reda, in sicer poročilo o upravnih nalogah v zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta. Poročila župana, prosim, da njegovim imenu prebere to gospodin poda poročilo gospodina Janovič. Najprej začnemo pozdravljanje tudi v mojem imenu in kot imenu celotne občinske uprave. Naj povem, kaj se dogaja v obdobju od zadnje seje. Po 31. januarja je potekla 82. izredna seja sveta regije Posavje, na kateri so posavski župani oblikovali poenotene mnenje glede osnutka strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050. In sicer osnutek prostorske strategije Slovenije prinaša ponovno siromašenje regije Posavje in občin v njej, saj so posavska mesta uvrščena v tretjo kategorijo slovenskih mest, kar med drugim pomeni, da bolnišnica v Brežicah ne bi bila več splošna, temveč bolj specializirana, bi imela lahko samo še specializirane oddelke, to pa pomeni postopno ukinitev določenih oddelkov. Predlog strategije prinaša tudi nižjo raven urbanizacije podeželja in med drugim ne predvideva razvoja cerkljanskega letališča oziroma projekta Feniks. 10. februarja smo se sestali s predstavniki Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo glede kolesarskih povezav, in sicer Brežica-Dobova ter Brežica-Krška vas. Po besedah DRSI so sredstva v letih 2020 in 2021 zelo omejena. Za 3,5 milijarde projektov je na voljo le 76 milijonov letnih sredstev. Zato bo občina Brežice izvedla vse nujne ukrepe, da pridobita sredstva tudi za kolesarske povezave skladno z dogovorom o razvoju regij.
Župan se je 9.1. udeležil novinarske konference na Brežiški ekonomski in trgovski šoli, ki jo je šola sklicala zaradi odločitve Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, da vnovič zavrne njihovo zahtevo po umestitvi dodatnih izobraževalnih programov zdravstvena njega in bolničar na ETRŠ-ju v šolskem letu 2020-2021. Po 14 letih prizadevanja je šola v bistvu pridobila zdaj ta programe in sicer 28 pisnih mest za zdravstveno nego in pa bolničar negovalec 26 pisnih mest. Predstavniki občin in pa projektnih partnerjev novega evropskega projekta Savina zdravje, gre za projekt, ki smo ga dobili konec lanskega leta vrednosti $500 000 evropskih sredstev, smo obiskali sredi januarja sever Finske in sicer mesto Rovaniemi, kjer smo si ogledali številne dobre prakse na področju športa kot rekreacije. Tako da v bistvu ta projekt je namenjen najprej mladim v starosti med 15 in 19 let ter med 24 in 29 let. Cilj projekta pa je razviti motivacijski model za večje vključevanje mladih v športno aktivnost v smislu gibanja kot zdravega načina življenja. Posamezne aktivnosti bodo namenjene širši javnosti, ki se bo spoznala s pomembnostjo gibanja za zdravje in boljše počutje. Na Finskem pravijo, narava je naš največje igrišče. Tako da s topo projekta bodo organizirane tudi vodene vadbe in v vodi. Potem se je župan občine Brežice v imenu občine Brežice skupaj s podžupanom Juretom Bezdircem udeležil tretjega foruma kluba slovenskih podjetnikov, ki je potekal 3.2. v kongresnem centru Brdo. Vabilo na ta dogodek je priznanje prizadevanjem občine, da ustvarja spodbudno okolje za razvoj podjetništva in rast gospodarstva. V mesecu januarju smo zdravstvenemu domu Brežice uradno predali novo reševalno vozilo v uporabo. Nabavna vrednost vozila je skoraj 214 000 evrov, sofinancirali se ga pa občina Brežice ter Ministrstvo za zdravje. In sicer je ministrstvo prispevalo 23% sredstva oziroma 50 000 evrov, ostalo je pa občina, se pravi večinski delež. S pomočjo sredstva MORS-a bosta v letu 2020 kupljeni 2 gasilski vozili. Podvozje za vozilo PGD Cerklje v Krki je že kupljeno, sedaj je vozilo v fazi montažne nadgradnje in opremljene dobavljenega podvozja. Objavljeno je tudi javno naročilo za gasilsko vozilo PGD Brežice. Predmet javnega naročila je dobava podvozja in izdelava ter izvedba montažne nadgradnje. Župan občine Brežice se je odzval tudi povabilo nove ameriške veleposlanice v Sloveniji, gospe Linde Blanchard, in se udeležil srečanja. Veleposlanice na srečanje in pogovor povabila županja občin, v kateri se nahajajo pomembni vojaški objekti, saj je želela iz prve roke izvedeti, kakšen odnos je v lokalni skupnosti do teh objektov. Veleposlanec je župan predstavil sodelovanje med lokalno skupnostjo in vojaškim letališčem ter vojašnico Cerklje v Krki. Govorila sta tudi o sistemu financiranja občin in načinu sofinanciranja investicij v lokalno infrastrukturo. Župan je v tej priliki tudi veleposlanico seznanil z državnim prostorskim načrtom za letališče Cerklje v Krki, ki predvideva vojaško in civilno letališče, ob katerem naj bi se razvil gospodarsko-logistični center Feniks. To gre pa za projekt, ki je državnega pomena, ne zgolj lokalnega. Potem v bistvu potekal je 4. kmetijski forum v večnamenski dvorani Mladinskega centra Brežice in sicer 22. januarja. Dvorana je bila nabito polna. Okoljski izzivi v kmetijstvu so v bistvu bili posebej izpostavljeni zaradi tega, ker se kmetje večkrat znajdejo na zatožni klopi kot onesnaževalci okolja s pesticidi. Tle so bila strokovna predavanja, da smo pač predstavili možnost za zmanjšanje uporabe pesticidov pri pridelavi hrane. Nenazadnje smo v letu 2019 tudi prejeli naziv Planetu Zemlje prijazna občina in srebrni znak slovenske turistične organizacije Green Destination. Obe priznanje so v bistvu tudi dodatna spodbuda k razvoju zelenega turizma, katerega cilj je povezovanje s kmetijstvom. In naj se navežem tudi na prvi turistični forum, ki je potekal pod okriljem Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino. To je bilo 6. februarja. Zavod se mi po medsektorski povezavi turizma ter postavljanje ugodnih pogojev za mreženje in povezovanje turističnih ponudnikov. Zato smo začeli z vsakoletno organizacijo turističnih forumov. 23. januarja se je v občini Bistrica ob Soči potekalo vsakoletno srečanje posavskih županov z novinarji. Občina Brežica je izvedla tudi polnoletno srečanje s predstavniki različnih skupin družbenega življenja v občini. Se pravi, s predstavniki javnih zavodov, duhovniki, ki delujejo na območju občine.
Potem 29. januarja je projekt Gradovi Posavja na slavnosti otvoritvi sejma Alpe Adria prejel za inovativnost turizmu nagrado Jakob 2020, pa naziv ambasadorji inovativnosti turizmu. Tukaj se Alenka lahko posebej pohvali, ker je sodelovala najbolj v tem projektu. Podelitve so se pa tudi udeležili ostali posavski župani. 6. februarja je potekla v Domu kulture Brežice osrednja občinska slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku, na kateri je Zveza kulturnih društev podelila zaslužnim posameznikom priznanje in odličja. Največ se seznanimo, da je občinska komisija občine Brežice dne 9.2. izvedla nadomestne volitve za člane sveta krajevne skupnosti Krška vas, poročilo je že dosegljivo na spletni strani. Občina Brežice se 12. februarja tudi pridružila pobudi večine slovenskih občin in izvedla dan odprtih vrat občine Brežice s predstavitvami za občane. Predstavljeni so bili oddelki po naloge občinske uprave, programi namenjeni višji kakovosti življenja starejših v občini ter načrti občine v prihodnje. Zdaj, če se še dotaknemo projekti in investicij, sanacija železnega mostu čez Savo v Brežicah, zdaj poteka obnova drugega loka. Zaradi neugodnih vremenskih razmer, se pravi previsoke vlage, dela trenutno mirujejo. Ko se bodo pa vremenske razmere izboljšale, sledi še asfaltiranje, hidroizolacija in barvanje. Občina Brežice pripravlja tudi razpisno dokumentacijo za javno naročilo za izbor izvajalca za obnove dela mostu med Savo in Krko ter železnega mostu čez Krko. Javni razpis pa bo objavljen v bistvu predvidoma v konec tega meseca. Pripravi za objavo je ravno tako naročilo za projekt prenove lesenega mostu čez Krko v Cerkvah ob Krki in pa seveda tudi javno naročilo za izgradnjo pločnika in obnovo regionalne ceste Kalin-Obrežje in pa ureditev križišča v Črešnicah, to je sofinancirano z MORS-om, tukaj so pa dela zdaj v zaključni fazi. Pločniki so že asfaltirani, spomladi 2020 pa sledi dokončanje asfaltiranja ceste. Tukaj je 75% investicije sofinancira MORS, vrednost je pa 420 000 evrov. Potem je tukaj izgradnja fekalne kanalizacije in investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem sistemu Gabrije so zaključena, asfaltiranje se bo pa izvedlo v aprilu 2020. Potem se je začela gradnja zadrževalnega sistema za odpadno vodo Čatež ob Savi pri mostu, v maju so pa predvidoma bo zaključek teh del. Potekajo tudi dela revitalizacije objekta bivšega doma upokojencev, dvoletni projekt obnova arkadnih hodnikov in terase gradu Brežice, pa je v bistvu terasa urejena, obnova arkadnih hodnikov pa se bo skladno z načrti nadaljevala v 2020. Tudi tukaj je bila občina uspešna pri Ministrstvu za kulturo in cirka 69 000 evrov so financira ministrstvo. Pa še naj vas obvestimo, da so bili v decembru 2019 objavljeni razpisi za področje kulture, mladine, športa, zdravstva in pa sociale. To bi bilo poročilo, ki smo zdaj hvala vsem. Najlepša hvala za poročilo.